Čudovito, dobro jutro vam želim. Kdor se zgodaj izbudi, je lahko zgodaj dobre volje. Zapomnite si ta stavek. Blagoslovljen nov teden vam želim. Vesel sem, da nas je danes zjutraj tudi veliko, da je soba zelo polna. Bogu hvala, da nas blagoslavlja tudi ta vikend. Sedaj, ko se začenja nov teden z lepim vremenom, to osrečuje srce in to je lepo. Stand up for Jesus, primerna himna tudi za temo, ki si jo bomo sedaj pogledali. Vabim vas še enkrat, da če je mogoče, da pokleknemo in molimo. Oče nebeški, to jutro se ti želimo še enkrat skupaj zahvaliti za življenje, ki nam ga podarjaš v Jezusu Kristusu. Hvala ti za odrešitev, za odpuščanje, ki ga lahko imamo preko Kristusa. Hvala, Gospod, ker nam daješ lakoto, željo po Kristusovi pravičnosti v našem življenju in zato te sedaj tudi prosimo, da ti to razmnožiš in ojačaš in te prosimo, da si med nami, tako kot mi. Sedaj bomo razmišljali in te prosimo iz srca, Jezus, da bi lahko, tako kot smo sedaj peli v tej pesmi, da bi zate, stali zate in postali aktivni. Predvsem pa, Gospod, da bi se pustili voditi kot ti, kot naš vodnik. Hvala, Gospod, ker boš ti mazilil moje besede, moje misli, da bi tvoj duh tukaj mogočno deloval, ker smo skupaj prišli. Gospod, teži nas, da bi bili pripravljeni na izlitje poznega dežja. Zato se ti zahvaljujemo v Jezusu imenu. Amen. Še eno najava, preden začnemo. Danes popoldne, če imate interese, bomo ob 4 se tukaj dobili in bomo nekako 1 uro, morda 75 minut si vzeli čas, da bi začeli bomo z petjem, potem pa bomo molili. To pomeni, da se bomo razdelili v 3-4 skupine, tukaj v tej sobi, v oni sobi, tudi drugod, kjerkoli želite, in da bi to, kar smo do sedaj slišali, tudi v molitvi molili, kjer je morda Bog komu izmed vas že spregovoril osebno. Zato bi to v molitvi pripeljali pred Boga. Tako da bi prosili Boga, da v molitvi Bog pripravi naša srca. Franc me je tudi včeraj še na nekaj pomembnega spomnil. Ko smo včeraj govorili o Eliju, iz tega verza iz Jakoba 4, 5, 6, 18, kjer je 7krat molil in je vedno poslal služabnika, da je šel pogledati, če oblak že prihaja. In to je bil čas, kot piše Ellen White, čas, kjer je Elija lahko sam sebe še preiskoval. Bog mu je 7krat dal še priložnost, da se v tem času sam preišče, da preveri svoje srce. Čeprav, kot smo videli, obljuba je bila tam, ampak tudi za Elija je bila ta čas pomemben, da si je vzel čas za preiskovanje. Zato tudi danes, rečem pozitivno, prednost je, da lahko izkoristimo priložnost, da skupaj izkoristimo to priložnost molitve. Tako da 3-4 skupine molitvene se bomo dali, ko se bomo dobili, in potem vam želim dati priložnost, da se nekaj minut vzamemo, da recimo nekaj, kar bi rad nekdo podelil, ali pa kar mu je pomembno bilo, ali pa če ima misli, ali pa vprašanje na to temo, ki smo jo slišali, ali karkoli je v okviru te tematike, ga mu gre čez misli, da vam dam priložnost, da lahko o temu govorimo. Da tako lahko prijete sem spredaj, predate svojo misel in potem v skupini o temu govorimo.
Tu naj bi bilo 60-75 minut danes popovdne ob 4. Si bi vzel čas za to. Zato ste vljudno vabljeni. No, pa pričnimo z biblično vrstico. Luka 22. No, za razliko sem zdaj dal vrstice tukaj na folije, drugače pa sami lahko berete iz Biblije. Luka 22 nam zelo poznan del. Od 41 beremo. In sam se omakne od njih, torej za Jezusa v Gecemeneju, za lučaj kamena in pokleknivši na kolena, moli in reče: Oče, ako hočeš, vzemi ta kelih od mene. Toda ne moja volja, ampak tvoja volja se zgodi. Prikaže se mu angel iz nebes in ga krepča. In ko se bori z grozo smrti, moli še gorečneje. In njegov pot postane kakor kaplje krvi, ki so padale na zemljo. Nam že zelo dobro poznana od izsek. Poglejmo to malo bolj preprosto, morda prefrazirano, če preberemo na ta način. Tako rekoč neke vrste prevedeno. Sicer ne drugače, ampak morda bolj jasno predstavljeno. Potem je šel približno strelaj za njimi, pokleknil na tla in molil. Oče, je rekel, če se ti zdi primerno in se mi pripravljen razrešiti tega dela mojega poslanstva, prosim, stori to. Če pa tega ne želiš, naj se zgodi zame tvoja volja. Ko je končal molitev, je prišel angel z neba in ga okrepil. Na smrt prestrašen je znova molil, nato pa še bolj resno, se oklepal tal, z njegovega obraza pa je curljal znoj s krvjo. Tu vidimo, kako Jezus kot vedno svoj fokus daje misiji, Bogu dati slavo, njegovega očeta, in kot odrešenik sveta za nas nositi greh. Scena iz Gecemaneja nam je zelo poznana. Scena, kjer nam je tudi predlagano, da naj bi vsak dan si vzeli čas in razmišljali o temu, kako je Jezus šel skozi to situacijo in kako se je tam predal očetu. Zanimivo je, da je Bog, ko piše Jeremija 29:11, da ima Bog misli miru in nam želi dati prihodnost upanja. In ravno v tej situaciji je ta vers zelo priročen za uporabo. Ker si bi človeško morda mislili, kako lahko Bog nekaj tako situacijo dopusti, ampak ravno to je bil cilj, kar je Oče imel s svojim sinom. In ravno to je bila točka v Jezusovem življenju, ker je bila največja predaja, ki jo mi nasplošno v tem človeštvu še nismo nikoli videli. Ravno v tej točki so grehi bili položeni na brezgrešnega. In tako sedaj, piše Ellen White v Jezusovem življenju, da je sedaj prišla točka za Jezusa, kjer je šlo za to, da dobi zmago ali zgubi. Ona je to dramatično opisala, kjer je rekla, da je bil rizikov, da bi lahko padel in se pogubil. Mi sicer nismo to poklicani, ker tega ne moremo, samo Bog sam lahko to, zato je tudi Bog lahko popoln Bog in tudi On samo lahko drži zakon, samo On je lahko nosil te grehe. Ampak hkrati smo poklicani tudi mi, zadnja generacija pred Jezusovim prihodom. Biblija jih imenuje 144,000, da grejo skozi posebno izkušnjo in da bodo tudi pili iz tega keliha. To zdaj ne mislim, da bomo nosili greha, to je jasno, to je Jezus naredil, ampak da doživimo izkušnjo, ki bo duševno boleča. Če razmišljamo o Jakobovo stisko in take reči. Ampak veste, včasih teh misli ne maramo, da moramo čez tak čas nekoč iti. Klaus nam je včeraj rekel v svojem pričevanju,
v teh nevarnih molitvah, da jih Bog vedno odgovori. In to je res. Jaz tudi verjamem, da če molimo take molitve, da nas Bog resnično vzame v svojo šolo. Ampak veste, še vedno je to boljše piti od tega keliha, ki prihaja, kot pa od Božjega keliha jeze. Jaz se raje odločim za kelih, kot pa Božje jeze. Kelih Božje jeze. In spomnimo se tudi na tej točki, da je Jezus rekel, da naj nase prevzamemo njegov jarem. Ta jarem je lahek, ampak še vedno je jarem. Ne pozabimo tega. Kot kristjani še vedno imamo nalogo, smo dobili nalogo, da nosimo jarem. Je sicer lahek in lažje od svetnega jarma, ampak še vedno je to neko breme, ki ga nosimo sabo. Če preberemo še enkrat te zadnje vrstice, v smrtni strahu je še enkrat molil in se oklepal tal, medtem ko mu je curljala kri iz švic iz obraza. Včasih je lahko zelo boleče. Včeraj smo slišali prediga, ko nas Bog nekaj prosi. Doskrat je to povezano z boji in izzivi. Luka 22 beremo: in ko napoči jutro, se zbere starešinstvo ljudstva, višji duhovniki in pismarji, in odpelja ga v veliki zbor svoj in reko: če si ti Kristus, povej nam. On pa jim reče: ako vam povem, nikakor ne boste verovali, ako pa vprašam, gotovo ne odgovorite, niti ne izpustite. Jezus je v tej situaciji, ko je bil pred Sanhedrini, ni poskušal v lastni moči se iz te težke situacije nekako ven dobiti z argumenti ali kakorkoli pot izhod iz tega, da bi bilo lažje za njega. Ali pa v tej uri skušnjave, da bi nekako pobegnil iz tega. Ni iskal najlažja pot, ampak je svoje življenje tukaj tako popolnoma podal v Božje roke, ker je tako prioriteto postavil na misijo in nič drugega kot na to, kot se je zjutraj že zbudil, se je to odločil. Ko smo mi včasih, tudi enkrat prije to, da ko mi postanemo kristjani ali pa nekdo postane kristjan, je v mnogih primerih doskrat tako, da nekako dobimo eno tako bolj sproščeno način. Recimo primer tega je tudi točnost. Ne govorim, da sem vedno 100% točen, ampak vidim, da je to en aspekt, ki je tudi v krščanskem življenju zelo pomemben. Ko ti v posvetni službi delaš, si ne moreš privoščiti tega. In mi kot kristjani pa imamo neke standarde, ki sprejmemo in si mislimo, ja, sej Bog razume to, bo že v redu. V svetski firmi to narediš 2-3 in potem se lahko še premišljuješ, če boš obdržal službo. Mi pa iz kristjani bi morali imeti še više kristjane. Ne govorim samo o točnosti, ampak to je samo en aspekt. Ker mi kot kristjani bi morali biti na te stvari pozorni. In Jezus je tukaj na vse zadnje vse svoje občutke, vse svoje razočaranja, ki jih je morda doživel do takrat, ali bolje rečeno, kjer je pričakoval, da bodo učenci bili z njim na tem trenutku. Je vse to dal na strani in se ni dal zavesti s tem. In je to vse podal v Božje roke, očetove roke, da on poskrbi za to. In tako vidimo v Jezusovem življenju. Če stopimo korak nazaj v Bibliji, do te točke, do te finalne točke, v Gecemaniju in na križu, vidimo, da je tudi za njega bil konstanten proces rasti in konstantno popolna predaja Bogu, Božji volji. In njemu zaupati v njegovo modrost. In tako piše v Janez 2, in tretji dan je bila ženitna v Kani Galilejski in mati Jezusova je bila tam. Povabili pa so tudi Jezusa, učence njegovi, na ženitnino. In ko zmanjka vina, reče mati Jezusovim njemu, vina nimajo. In reče Jezus, kaj imaš z menoj, žena? Moja ura še ni prišla. Se vam je že zgodilo kdaj, ko ste to brali, da se vam je zdelo, malo je grob svojo mamo. Ste že razmišljali kdaj o tem? Žena. Če tako preberemo. Žena, kam vam s tabo?
Moja ura še ni prišla. To nekako zveni grobo morda, ampak na koncu vidimo, kaj tukaj izraža je to, da ne slišimo, kako je on to, s kakšnim tonom rekel, ali pa mimiko obraza, ampak sklepam, da je to podal v ljubezni, kot Ellen White to opisuje. Princip, ki pa ga vidimo tukaj, takoj na začetku njegove službe, prvi čudež v Kani, da je vedno prvo počakal, preden mu je oče dal nekaj za narediti. Ni prehiteval, ampak je resnično gledal, kako ga Bog vodi. In potem šele je ukrepal. In v tej situaciji tudi vidimo, da mu je oče tudi dal nalogo, da naredi ta čudež tam, da ga je lahko naredil. V knjigi Jezusovo življenje piše, to je nauk tudi za nas. Božje zahteve so daleč nad človeškimi vezmi. Nikakršna pozemska privlačnost nas ne sme odvrniti z poti, po kateri nas je poklical hoditi. Se pravi, on nas je poklical. Zato tudi Jezus lahko rekel v Janez 5:30, jaz ne morem samo od sebe ničesar deliti, kakor slišim, tako sodim in sodba moja je pravična, ker ne iščem svoje volje, ampak voljo tega, ki me je poklical. Zanimivo je, če razmišljamo res o tem, kako je Jezus zjutraj vstal in imel to zavest, da je on odrešitelj sveta in da je vse odvisno od njega. Vse. Kako Ellen White piše, celo s tem rizikom zase, da on pade in zavedno se pogubi. Razmišljajte, kakšen breme je to in kakšna večna hvaležnost bi nam mogla biti njemu, ker ne razumemo, kaj je on točno naredil za nas. Mi kot kristjani se pa zbujamo in si mislimo, hvala Bogu, Jezus je to že naredil in jaz se lahko tako nekako, kaj bi rekel, se malo lahko sprostim. Veste, kaj mislim? Če smo iskreni, imamo to doskrat. In sedaj ne govorimo o opravičenju z deli. Se veste, ne da govorim teh stvari, ne učim tega. Ampak resnično bi se morali bolj zavedno, čeprav veliko bolj zavedno bi mogli zjutraj dobiti to miselnost, da odločitve, ki jih bom danes sprejemal v tem dnevu, kako z nekom se obnašam, ali pa recimo točnost, ali da sem pozoren na te reči kot kristjan, da držim najvišji standard in v tem rasti. Vem, da nismo vsi ljudje, ki smo že zjutraj perfektni in tudi Bog je potrpežljiv z našimi šibkostmi in on to ve. Ampak to bi moralo biti naše naravno strmenje k temu. Da ne bi nekako dali rikverc predstavo in se razpustili. Da tudi, če sem grešil, da mi Bog odpušča. Seveda je tako, če je obžalovanje resnično nam Bog odpusti, ampak to ni naš cilj, bratje in sestre. Ta mindset, da bi živeli kot kristjani v tem. Janez 4 piše, medtem so ga pa učenci prosili, rekoč, rabi, jej. Situacija s Samarijanko. On pa jim reče, jaz imam jed, da jo jem, za katero vi ne veste. Učenci se torej pomanjkuje med seboj. Ali mu je kdo prinesel za jest? Reče jim Jezus, moja jed je, da izpolnjujem voljo tega, ki me je poslal in dopolnim delo njegovo. Jezus je imel resnično žejo in lakoto videti ljudi rešene, odrešene, da bi delal Božjo voljo in jo podeljeval drugim. Ellen White piše, Kristus se je tako popolnoma odpovedal sebi, da sam zase ni ničesar načrtoval. Bratje in sestre, to je neverjetno. Sprijel je načrte, ki jih je Bog določil zanj in mu jih je oče razodeval iz dneva v dan. Tako naj bi se tudi mi zanašali na Boga. Naše življenje bo tako postalo preprosto udejanjanje njegove volje. Veste, veliko lažje je živeti, če se navadimo zaupati Bogu in tako lahko Bogu predamo reči. Ko govorim ljudem v svetu, da že 12 let
nisem dobil nobenega prihodka. 12 let. In Bog lahko vsakega vodi drugače, ampak v mojem primeru nikogar nisem nikoli prosil za denar. Ampak Bog je to danes preprosto vodil, ker sem nekako videl klic za me in za mojo ženo tako. In ljudje si mislili, kako je to mogoče, pa se to je noro. To mora neki morec, nečem se mora baviti, a ne? Švicarski konti ali pa kaj. Ali pa karkoli. Ljudje iz sveta tega seveda ne razumejo, ampak tudi v cerkvi bratje in sestre tega ne razumejo. Ampak to je tako lepo, da veš, da se preprosto koncentriraš na misijo in vse prepustiš Bogu. Vse ostalo. Ellen White doskrat piše, da bomo imeli mindset, ampak ne s tem, koliko zaslužim, ne da ne smemo nič zaslužiti. Tega nisem rekel, to je čisto v redu in tudi Ellen White o tem govori. Dosti krat je misionarjem tudi premalo plačano, če so zaposleni. Ampak to ni poanta. Ampak če imam to usmerjenost, da dobim to, kar pričakujem, ali pa kjer si mislim, da bi mogel nekaj dobiti, potem nismo primerni bratje in sestre. To se moramo naučiti, da to predamo Bogu. Ampak zelo zanimivo je, ko piše, da se je toliko popolnoma izpraznil sebe, da ni niti delal načrto zase. In mi vemo, da je Ellen White piše o temu, pot k Kristusu, da seveda lahko delamo načrte. To ni proti Božji volji, ampak te načrte moramo Bogu predati. Ampak Jezusovo življenje je bilo popolnoma tako prazno sebe in je zjutraj samo poslušal na ta Božji glas. In zato pa tudi je vsako jutro zgodaj vstal in se napolnil Svetim Duhom in pustil voditi Svetemu Duhu. Ste se že kdaj vprašali, ko to berete, zakaj tega ne izkusimo? Kaj je problem? Zakaj nimamo takih izkušenj? Veste, kristjan, to je morda celo moderno nekje. Ljudje se radi imenujejo, da smo kristjani. Hollywood stars in podobno. So kar naenkrat kristjani, kot neka modna muha. Biti kristjan, seveda smo pel, da naj bomo vedno veseli in srečni, radostni. In to je tudi dobro. Ampak zanimivo, da tudi v težkih situacijah smo lahko po Božji moči veseli. Ampak kljub temu je to najvišja šola, ki jo lahko v življenju preživimo. Vem, ko sem živel tam gor, ko še ni bilo ločenih moških in žensk, smo imeli svojo 6 moških nas je bilo, smo se delili 2 sobi in enih umestnih vrat še ni bilo, tako da smo vedno mogli čez drug prostor, preden smo prišli v svojo sobo. Tako da sem bil s kolegom v sobi in on je prišel iz sveta, tako kot jaz. On je bil ne kot vojak, ampak kot plačanec. On mi je rekel en večer, veš, biti kristjan, to je težje kot takrat, ko sem začel kot plačanec. Tako da sem ga mogel vedno malo pogumljati. Ker ni vse negativno, ampak res je to največja šola, skozi katero mi kristjani gremo. Ampak mi pa doskrat imamo to predstavo, da iščemo najlažjo pot, ker je to naša narava. In spoznal sem tudi pred nekaj leti to zase, ko sem bil na točki, ko me je Bog vodil do neke točke, ko sem imel manhu trgovino, Bioladen, in sem prišel v proces, kjer so se zgodile neprijetne stvari in se mogo spraševati stvari in grozno. Ampak sem si mislil, ja, moram biti čez to. In sem se lotil te reči in to je bila tudi šola za me, ker je bila korak za korak. Ker nisem želel najlažjo pot, ampak sem želel se preprosto postaviti te situacije in sem videl, kako je Bog korak za korakom rešil ta problem. Ok, grem, molil bom šel do ljudi, bom postavil vprašanja, čeprav so celo neumna ali pa nerodna vprašanja, ker teh stvari ne vem, ampak preprosto sem šel to pot in sem videl, kako je Bog v določenem trenutku odprl vrata.
Mi pa imamo to naravno nastavitev, zato sem se mogel tudi jaz to naučiti. Da poskušamo, če je kakšen problem, da je preprosto, da gremo včasih popolnoma drugo smer, čeprav je najbolj preprosta pred nami, ne? Ampak, brez skrbi, Bog to lahko vodi nazaj. Ne moramo zbežati njemu. On nas preveč ljubi. Vedno imam v glavi, včeraj sem povedal, ko nam je obljubljena zmaga in je ta zmaga tukaj. Vedno si to v sliki predstavljam, kot Jezus na koncu hodnika in on nam reče, pet naprej, reče Jezus. Satan levo, desno, zgore, spodaj pa vedno pritiska in nam daje druge vtise. In pred leti sem bil v Las Vegasu na misijonu, pred nekaj leti, in potem je ta dolga cesta, 2 milje levo, desno so sami kazinoti in vse se sveti in vse ti je ponujeno, kuponi in to zastojni, levo in desno. Sodoma in Gomora čista. In potem greš, hotel sem to enkrat videti, bili smo s cerkvijo, smo imeli pridige tam, hotel sem videti pač to cesto in zame je bilo popolnoma neatraktivno, ampak nekoč v svetu bi je bilo to kot, ja, super. Ampak, torej, levo, desno nas vse odvrača od cilja, ampak na koncu pa stoji Jezus te ulice in Satan te hoče na vsaki strani zvleči noter. In če se ne pustimo zvleči in preprosto samo gremo, potem bomo prišli tja. Sploh ni mogoče drugače, če se koncentriramo na to. On lahko pritiska in karkoli dela, zgubiš službo ali pa kakršnekoli bremena ti lahko da. Morda smo se kateri bojevali s temi. Požvižgajte se na to. Vem, da se zveni tako, kako lahko kaj tazga preprosto reče. Se ne zastopi moje situacije, ampak resnično, požvižgajte se na to. Prepuste, naj se zgodi. Vse. Ohranite pogled na Jezusa. In se reče, so what, pa kaj? Ja, vem, da težko je, pritisk je težek. To nočem pomanjšati, to je realno in boli. Pri nekaterih več kot pri drugih. Ampak, če ohranimo pogled, bomo tudi prišli tja. Meni je pomagalo, ko sem bral Ellen White, ko je Eva stala pred drevesom v Ednu, dreves spoznanja dobrega, in ko je Satan govoril z njo in ji obljubil, da bo prišla do večjega spoznanja. Tudi mi vsi želimo danes priti do... Tako da ja, imamo seminarje in vse. Ellen White pa piše, če bi ona preprosto počakala, bi Bog dal to, kar bi resnično potrebovala. Ne laži od Satana, ampak bi tako ali tako dobila večji blagoslov. Preprosto bi samo mogla počakati in zaupati. In si mislim, kako preprosto, sam počakati in zaupati. Biti naprej poslušan in Bog bo tako ali tako to dal, kar potrebuješ. Ta slika mi je zelo pomagala. Še danes me nosi v situacijah. Beremo v Luka 23. Šla pa je za njim velika množica ljudstva in žene, ki so jokale in žalovale nad njim. Obrnivši se pa k njim reče Jezus, hčere Jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, marveč nad seboj jokajte in nad svojimi otroki. Kajti glejte, prihajajo dnevi, ob katerih poreko blagor nerodovitnim in telesom, ki niso rodila, in prsim, ki niso dojile. To je zanimivo, kako Jezus do grenkega konca ni mislil nase. Neverjetno. Še kaj na križu visel. In je greh ležal na njemu. In vse te telesne bolečine trpel. Da je še vedno rekel Janezu, lej, to je tvoja mati, poskrbi za njo. Na Marijo. In to je tvoj sin. Kontra. Neverjetno, da Jezus v taki situaciji še vedno ni mislil nase. Rekel je, ne jokajte za meno, ampak gledajte, jim dal nasvete. Ellen White v Jezusovem življenju piše, citat malo daljši, ampak pomembno je.
Nebesa so z bolečino in suplostjo opazovala Kristusa, ki je visel na križu, medtem ko je kri tekla iz njegovih ranjenih senc. Njegovo čelo pa je bilo oblito s krvavo obarvanim potom. Z njegovih rok in nog je kri kapljala na skalo, v katero so izdolbli jamo za križ. Teža njegovega telesa je povečevala rane, ki so jih naredili žeblji, ker je tako telo viselo na rokah. Njegovo mučno dihanje je postalo vedno globlje in hitrejše, ker je njegova duša ječala pod bremenom grehov sveta. Ti, ki so ga zasmehovali, ko je visel na križu, so bili prežeti z duhom prvega velikega upornika. On jih je hujskal prostaškemu in priskutnemu govorjenju ter spodbujal njihovo roganje. Toda z vsem tem ni dosegel ničesar. Če bi se lahko na Kristusu našel kakšen greh, če bi samo malo popustil Satanu, da bi se izognil strašnim mukam, bi božji in človeški sovražnik slavil zmago. Kristus je sklonil svojo glavo in umrl, toda trdno je zaupal Bogu in mu ostal neumajno pokoren. Bratje in sestre, popolno življenje predaje pokornosti, zaupanju, absolutne nesebičnosti. Tako kot v Filipijanih piše, bomo Jezusa vso večnost poklanjali pred njim. In njegovo ime bo vedno slavljeno v vsej večnosti, ker služimo takemu odrešeniku. Oktobra 2020 sva z ženo živela že malo bolj na podeželju, v takem majhni vasici v Ahrtalu, ampak malo odstranjeno tam stran od tiste katastrofe, ki je bila. Majhna vasica, ampak čisto na koncu. Ko sva ven gledala, je zadnja hiša bila tako kot tukaj, že polja in gozd. Imela sva svoj vrt in glih sva začela dobro vrtnart, sva se zagrela za to in sem že se veselil za naslednjo sezono in sem si z mislimi že pripravil za naslednjo sezono, sem si vse zapisal, kaj želim, kakšna semena, kaj bom vzgojil. In molila sva in pričakovala, da bo Bog, če je njegova volja, da nekje odpre vrata, da se nekje še bolj preseliva na podeželje. Ker naj jo Bog vedno bolj z različnimi, ko sva se selila, vedno bolj na podeželje premikal. Tako da je bila najna molitev in najn prošnja Bogu, da naj to izpolni. In kot že rečeno, sem se že pripravil že z načrti in si mislil, ja, Bog, sva tudi vprašala, kaj naj bo naslednji korak za naju. Glih sva bila v fazi, kjer sva po 7 letih tudi zaprla svojo, oziroma glih vmes sva zapirala manhu in sva nekako opazila, da naj Bog želi naprej voditi, korak naprej. In v tem času, ko sva, če rečem, bila veselega pričakovanja, sva dobila eno popraševanje. Sicer popraševanje je prišlo od brata Nikola Tauberta, ki ga vsi poznate, ki je že tukaj bil in že tukaj imel tudi svoj inspiracionswochenende. In brat Taubert naj je vprašal. Bil sem z njim na sprehodom prvič in sva se vprašali, kakšni so moji plani in če bi ga rada obiskala. In že nekaj let premišljuje, v bistvu je rekel, da bi začel neko misijonsko šolo. In če ne bi imela interes z njim sodelovati, da bi to vodila. Ko sem prvič to slišal, sem se mislil, ja, zanimivo. In sem se mislil, to je sigurno lahko ima velik dober vpliv, ampak prvo sem to mislil, nisem dosti resno je vzel, ampak ni bilo čist v meni. Tako da sva nekajkrat molila z ženo glede tega, ampak ni bilo vsak dan. Ampak čez nekaj časa sem ženi rekel, greva. Nikola naj jo je povabil, greva enkrat k njemu. Tako da sva se odpravila na jug, sva ga obiskala oktobra, novembra, ta čas. In če si predstavljate, takrat sem bil glih
v svojem zagret za vrt. Ne vem, če se razumete to, morda je kakšno težko, ampak zame je bilo to res dobra stvar. Tako da sem prišel na to posest od Nikola, mrzlo, mokro, ni bilo tako lepo zunaj. Prvo naj opazil, da je bilo čist na samem, kar je zelo pozitivno, svoj vir vode, prednost. Lahko bi rekel, ja, to je pa nekaj, kaj nam je Bog v bistvu rekel, da naj bi tam živeli. Tako da sem si pogledal to posest in sem videl, kako v bistvu zelo kriv je teren in kako je veliko kamnov, kako je vse zaraščeno, kako veliko dreves, kot džungla. Sem si pogledal to in svoj načrt sem že imel v glavi. Bo šel nekam, kjer je ravno in boš lepo vrtnaril, ne pa ta zakompliciran breg, ne. Nimam volje. In sem si mislil, če tukaj začneš delati, Bog, to bo pa veliko dela. In zame je bilo tako neka točka, in tudi druge misli so prišle meni in moji ženi, to ni bila edina misel, ampak tudi druge misli, ko smo potem razmišljala, to postaje vedno bolj resno, sedaj sva tukaj, sedaj govorimo o temu, ker prej nisva niti resno tega jemala, ne. Seveda sva bila vesela za ponudbo, ampak nisva tega veliko razvijala v mislih. Tako da sva vzela to v molitev in vprašanje je bilo sedaj, ali je to, kar Bog želi za naju. Ker to pomeni, da čeprav sva imela misli, greva bolj na podeželje in služiti Bogu, spet vrt in morda sama, če bi učila, ali kakorkoli, če bi to Bog vodil, ampak vse je bilo tako, kot naj bi bilo v Božjem načrtu. Ena izmed opcij, kako je Bog načrtoval, da naj bi misionirali. Se pravi, nič ni bilo takega, kar Bog ne bi blagosloval, s čimer se on ne bi strinjal. Torej, ena želja je torej bila, da Bogu slediva v teh njegovi želji. Ampak to za naju pomeni, da se morava miselno spreobrniti. To pomeni, da se najna privat sfera propade, ker se preseliš v neko hišo, v majhno stanovanje. To sicer ni velik problem, ampak ne rabo luksusa ali kaj tazga, ampak brez lastne kuhinje, brez privat sfere, 24/7 si nekak nekje prisoten. In kasneje za študente, bogoslužja, kompletno skozi si nekje prezenten. Ne moreš reči, ali pa nekje v gatah okol hoditi, ali pa na sonce se postaviti, pa vse veste, težko. Lahko narediš, ampak to narediš enkrat, pa nikoli več. Ok, se veste. Tako iskreno vam povem. Iskreno govorim z vami. Ne grem preveč v detajle, ampak tako kot je življenje. Take misli so mi šle in moji ženi čez glavo. In to je zame tudi pomenilo, takrat sem bil zelo konstantno v ponedeljkih na live streamih, na internetu, na YouTubeu. Sem si mislil, to tudi pomeni, da teh live streamov ne bom več mogel več delati, ker bom imel se pripravljati za pridige oziroma za pouk. Ne bom več mogel veliko potovati, kar sem tudi rad delal, v različne države iti, med pridige tam. To pomeni, da ta del življenja, ker sem mislil, da me Bog tukaj vodi, mogo nekako omejiti to. Ampak na tej točki še nisem razmišljal, ali je to morda tudi potrebno zame. Včeraj smo slišali, ko je Klaus rekel v svojem pričevanju, da je lahko, da nas Bog vodi do ene točke, da moramo sprejeti, da umreš. Sicer nismo še bili tako daleč od tega, ampak veliko misli mi je prišlo v misli, ki so me res izzvale in me soočile. To besedilo iz Janeza 1 mi je postal zelo realen. Tukaj piše, drugi dan je hotel Jezus oditi v Galilejo in najde Filipa in mu reče, pojdi za menoj. Da si pa predstavljate, ko sem včeraj rekel, da je dobro, da si predstavljamo to, kar Biblija piše. Predstavljate si, kako je Jezus šel tam čez ulice Galileje, srečal Filipa, ne vem, kaj je Filip ravno delal, ali pa kaj je kupoval morda na trgu, ali pa se s kom pogovarjal. In vid Filipa,
se srečata, se pogledata in Jezus mu reče, pojdi za menoj. In Biblija pravi, da je Filip takoj šel za njim, brez vprašanj. Jaz sem Bogu rekel, ampak Gospod, res sem si tako predstavljal, če bi Jezus prišel do mene, stal pred mano, ne moram se nekako pripraviti, ampak v tem trenutku Jezus reče, Jezus, Timo, želim, da to storiš. To sem si tako predstavljal. In pa sem si rekel, pa Bog, se ti že sledim, se sem ti že pred 11 leti predal življenje. Polno sem zaposlen v misiji. Tudi sedaj želiva tebi dati načrte. Se vidiš, da vse si ti napisal, kar delava. In sedaj želiš, ali je mogoče, da želiš, da greva ta korak s tem, kar je za naju sicer delno nekako. Sicer sva videla tudi pozitivne stvari, ampak delno tudi osebne omejitve, ker jaz in moja žena sva se še bojevala s tem. Lahko je, da me Bog resnično želi, da se mu bolj predam. Da tako kot v Jezusovem življenju, da vedno bolj se predajemo Jezusu, Bogu, tako kot Jezus. In kar nekaj je ta vers postal zame zelo realen. Ko je Jezus zjutraj molil, si lahko predstavljam, da je vprašal za Božjo voljo za ta dan, da je zjutraj slišal, da je Jezus bil položen Filip na srce in zato ga je iskal, verjetno. Ko sva s Taubertom prvič govorila o tej reči, ne vem več točno, mi je rekel tudi, veš, Timo, ne da bi pritisk dal na te, ampak Bog mi je dal tvoje ime na srce, naj te vprašam. Meni je bilo to jasno, ok, vprašaj Boga. Ok, to glih ne olajša zadeve, sem si mislil. Tako veliko zgodb je v Bibliji, tudi Abraham, kako je bil poklican iz svoje družine, iz Ura Kaldejskega. Jožef kot primer. Niti vprašati ni mogel, samo iztrgan je bil iz situacije. Ni se mogel niti odločiti. Enostavno je bil iztrgan. In tako je potreboval to situacijo. Ellen White piše, da je v tem momentu se doživel globoko spreobrnenje, ko je bil odpeljan. Richard Wurmbranda se spominjam, morda ga poznate, življenjska zgodba, če ste jo brali ali pa pogledali. Staja zelo dobra, ki so naredili film o njemu, ampak resnično, to se splača pogledati. Zgodba Richarda Wurmbranda, luteranski pastor, v časih komunizma v Romuniji, kjer je tam doživel med komunizmom Rusov, tam živel in na koncu je doživel, kako nekega dne so ga preprosto iz ceste pobrali in ga 14 let postavili v zapor. Ne bom šel v detajle, sami si pogledajte zgodbo. Ampak samo tako, da 14 let ni slišal ne ptic, ni videl barv, razen sive, in več let ni videl rastlin, rožic. Let je bil zaprt, doživel, kako so ubili njegovega sina, tudi ni videl, kako je z njegovo ženo. In ko so Valdežani zjutraj hodili ven, kako si mi težko s temi rečmi. Oni, Valdežani, niso vedeli niti, če bojo zvečer prišli domov. Mi pa se sprašujemo, ja, pa če bo tako, pa gor pa dol, bomo imeli toplo vodo ali ne. Ne me narobe razumeti. Seveda Bog ne želi, da je vse nepomembno. Ne rabimo živeti kot, ne rabimo si sami otežiti življenja. To bi bilo tudi narobe. Ne rabimo se kastrirati. Ampak samo ta mindset, da imamo, da ko greš zjutraj ven, da kljub temu ne veš, a boš prišel zvečer domov, če boš videl ženo, otroke, ali kakorkoli, moža, žena, ali starše, če jih boš sploh še videl. Vse te misli so mi prišle v glavo, kar tudi že pridiga mnogo let ljudem, in sem si mislil, Timo, če pa na tej točki nisi pripravljen narediti tega koraka,
In to sem v svoji izkušnji vedno se lahko naučil, da ko mi Bog reče danes, ne prestavi tega in ukrepaj danes. Nekaj aspektov v življenju sem imel. Ko sem zapustil band, ko mi je Bog zelo močno dal vtis, zapusti svoj band. Danes. Ne vem, če takrat ne bi naredil, če bi še bil kle. Ne vem, kje bi takrat bil. Morda še vedno v cerkvi, a morda ne tako buden in bister kot zdaj. Dobro je, da priješ v cerkev, ampak ni dobro, če ti ni jasno in ne poznaš njegove volje in ne veš, kako nas želi voditi. In včasih mi je težko, ko gledamo vse te ljudi. Ne zato, da mi bo vzeto življenje, da moram iti v zapor ali pa kaj tazga, ampak sem se mislil, zakaj si tako otežujem življenje. Še en film, ki ga zelo priporočam vam, sicer mešanca med filmom in dokumentarcem. Sicer nisem fan promocije filma, ampak ker gre za dokumentarc in film življenja človeka, ki prihaja iz Kenije, in sicer ta človek, moj ime Muli, ni adventist, splača se pogledati, če še niste pogledali. V Keniji je delal na področju Kiberija, tam sem bil pred 3 leti. To je največji slam Kenije, drugi največji slam Afrike. Če greste tam čez, vam postane vse drugače. Potem ste veseli, ko morda živite v majhnem stanovanju s toplo vodo. Ljudje tam živijo resnično od reko. Dobesedno. Nisem še doživel take revščine kot tam. Bil sem še v drugih državah, Bolgariji, ki sem si mislil, kako je to hudo, kako so revni. Ampak ko sem to tam videl, v Tiberiji, blizu Nairobija, sem se mislil, ojoj. In ta gospod je pred nekaj leti začel neko delo, bil zelo bogat. Ne bom povedal cele zgodbe, sami si pogledajte. Prišel je do točke, ko je postal zelo bogat. In se v vožnji z avtom nekako bojeval z Bogom, da se je odločil, da bo vse prodal iz danes na jutri in premoženje, ki ga ima, podal za delo med reveži oziroma otroki. Sami si pogledajte. In tako je nastalo neko veliko ena zgodba iz te je bila zelo zanimiva. Da njegova privatna hiša, ki je bila sicer velika, 8 otrok je sam imel, kar naenkrat so mogli 8 otrok so mogli deliti svoje sobe z umazanimi, kričečimi otroki. In če si predstavljate, če ste prej tako zrasli kot bogataš, kar je to bolj izjema v Afriki, ne? Da ti nekdo drug celo puca, pri njih so tako imeli, upper class, kar naenkrat pa imaš to situacijo, ker oče pravi, sedaj bomo pa to tako naredili, Bog mi je tako naročil. In tem so prišli do točke, da je ta hiša postala prepolna. In so molili in Bog je on je že pred časom kupil neko posest, kjer ni bilo ne vode, nič, bajte, nič. So šli, vzeli bus, več busov, z vsemi otroci, so šli tja, na tisto podeželje in tam prvič molili, da jim Bog da vodo. Kaj so delali? Z ženo sta molila zvečer, sta šla ven, do točke, ko ima Bog rekel, stop tukaj, tukaj kopljite. Potem so začeli tam kopati, so drugi kopali, ampak dokler niso delavci čez nekaj dni prišli do točke, ki je bilo res globok in so rekli, ne moramo več, tukaj ni vode, tukaj ni nič. In Mul je pa rekel, ja, Bog je rekel, tukaj mora biti, Bog me je rekel, kopljite naprej. In bili so že čisto izmučeni, to se tudi vidi, kako so švicali na soncu in vse, in so kopali naprej in potem je resnično prišla voda ven. Kar je bilo tudi fundament, kot v Bibliji to vidimo, z vodo življenja, ko kar naenkrat lahko tam nastalo velika stvar, ministry. Naš vrt res zgleda majhen v primerjavi z tistim.
ogromne rastlinjake so postavili in potem so izobraževali otroke tam in so vsi tam sodelovali in delali. Kaj hočem reči s tem je, da verujem, da Bog je lahko tako odgovoril temu človeku in njegovi ženi, da je bilo tako jasno, da je slišal Božji glas in mu rekel, stop, tukaj. Ker sta hodila čez ta teren. In Bog je pripeljal do točke in rekel, stop, tukaj. Mislim, da je Bog to lahko storil zaradi tega, ker je vedel, da so prišli do točke, kjer se resnično lahko predajo. Da so resnično pripravljeni za Boga vse dati. Obratno pa moje trdno prepričanje, da Bog ne bi tega naredil. Verujem, da Bog se tukaj bojuje z vsakem izmed nas. Da smo v procesu, v katerem smo, ker nas Bog vedno nekako hoče voditi po nekih korakih, da gleda, ali smo pripravljeni. In se sprašuje, potem se pa mi sprašujemo, zakaj nam Bog ne odgovori. Ampak v bistvu Bog čaka nas, da nam lahko poda odgovor. Včeraj smo govorili tudi o Mammon Wilsonu. Nočem tega človeka povzdigovati, ampak sem ga že osebno srečal. On je zelo ponižen človek, lahko rečem. Zelo veliko moli, tako kot je Klaus rekel. Zelo zanimivo je, kako ta človek dobesedno od Boga dobiva recepte od Boga, ki jih zmeša, da lahko ljudem pomaga. Dobesedno. Sprašujem se, zakaj tega ne doživimo več? Zakaj tega ni več? Mislim, da je odgovor ravno v temu, da moramo priti do točke v naši izkušnji, da Bog ve, da če jaz z njim govorim, seveda se moramo še odločiti na točki, ampak da je opcija resnično tam, da lahko tudi s temu sledim, ta korak. To je zelo pomemben princip. Ko Bog v času Georg Müllerja poklical, to je zame bil kot en kamen, ki je tako kričal. Ni bil adventist, ampak Ellen White je rekla, da mu je dal Bog to nalogo. Ni imel sedanje resnice, ampak morda bi jo lahko podal komu izmed nas. Ampak morda ni bilo nikogar tam, ki bi mu lahko dal. Ne, da Bog ne blagoslavlja drugih skupnosti, seveda blagoslavlja druge skupnosti. Ampak verjamem, da je Božji princip, da te pomembne stvari seveda želi povezati tudi s sedanjo resnico, da je celoten paket lahko podan optimalno. Dostikrat Boga omejujemo, si mislim, ker se nekako bojimo, da morda zgubimo ugled, da se bojimo morda zaradi izzivov našega ponosa ali pa da zapustimo našo komfortno cono, ker nam je nekaj bolj pomembno kot Jezus in drugi ljudje. In te misli, če vam opišem, sedaj to so bile v moji glavi takrat realne in sem razmišljal, ne samo pri meni, ampak tudi pri moji ženi. Malo sva tako gledala po izgovorih, kako bi se izgovorila, zakaj ne bi tega koraka naredila. In potem sva kar naenkrat marca 2021, prejšnje leto, v marcu, so se žena in jaz, sva bila povabljena, še enkrat smo šli na pogovor, pol leta je menilo, seveda smo bili še na telefonu, ampak marca sva bila že na poti, v avtu, sva si naredila spisek, kaj vse lahko rečeva, zakaj tega ne bova naredila. Koraka. Tako da, starši od žene iz Holanda, ki so še dlje od doma, ker je zelo povezana s starši, potem sploh ne vem vsega spiska, ampak veliko razlogov sva imela. In seveda, to niso bili razlogi, ki niso pomembni. Starši tako daleč, to ni nepomembno. Nočem kar tako iti čez to, ampak to so bile misli, ki so bile realne in tudi fair je, da take reči razmišljamo in ja. Ampak nama je tako postalo to pomembno, da sva, če rečem ti zvečer, sva bila skupaj, sva z Nikolom in njegovo ženo govorila, da bi en velik aspekt tam, ki ga nisem pojmoval, tudi to, da sem imel vtis, in to sem tudi jasno povedal, veš, nekako imam vtis, da če sem pridem,
da nekako izgubim svojo svobodo. In ja, Nikola je začel se malo kremžiti in v tistem trenutku sem vedno sem mislil na vas tukaj. Tudi na Nikol ali pa na Sabrino tukaj in na druge, ki so tukaj. Nikol je bila takrat z mano v šoli pred 10 leti kot študentka in sem si mislil, o moj Bog, pa Nikol je že 10 let tukaj. Ne aplaudiramo ljudem, ampak hvala Bogu, ker delaš to službo, Nikol. Lahko povem to. Tudi drugi, ki ste tukaj, delate. Ne bom vas vse poimenoval, ampak bodite nagovorjeni s tem govor. Mislil sem se, o moj Bog, ne vem, če bi lahko to se nekako zaprl v inštitucijo in si 24/7 tam na voljo. Ne vem, če to res želim. Ker sem nekak človek, če vam iskreno povem, ki je zelo cenil svojo privatno sfero. Ker tudi to ni nič, kar Bog ne želi, da imamo privatno sfero. To je njegova volja. Nismo zato narejeni, da bi neprestano živeli v komuni. Ampak tudi Izrael je bil, ko so bili poklicani iz Medo-Perzije, iz komfortne cone, 70 let so bili v Babilonu, v Medo-Perziji in so imeli svoje Volkswagene, sred velike televizije, bajte, kavče in kar naenkrat Bog reče, zapusti to in gremo v Jeruzalem, ker je vse porušeno in zgradimo to. Mi verjetno ne bi rekli, o, super, gremo. Ampak Bog je takrat Izrael poklical. Ni ga silil, ampak je vprašal, a ste pripravljeni iti? Pusti to za sabo, mi zaupati, da je to pot zate. In ko se Božje ime tako proslavi, kaj nas še zadržuje danes? Pregovori 3, to poznate, kjer piše, upaj v Gospoda iz vsega srca svojega, na umnost svojo pa se ne zanašaj. To mi je postalo veliko bolj zavedno in realno, te verzije. Na vseh potih svojih ga spoznavaj in on ravnan naredi steze tvoje. Ne štej sam sebe za modrega, boj se Gospoda in ugibli se hudega. To bode zdravilo životu tvojemu in krepilo tvojim kostem. In Biblija je polna teh primerov, tudi z izvidniki, ki so bili, kjer so pričevali, lazno pričali in so rekli, da se ne da. Ali drugi razlogi, ki jih tudi najdemo, ker se ljudje dajali izgovore. Biblija nam pa daje te primere ravno zato, da teh napak ne bi ponavljali. In Bog zelo čaka na to, da bi mi se iz teh principov tudi naučili. Tako kot v Korinčanih piše, iz principov preteklosti, da ne bi delali iste napake. Tako kot ta primer z Las Vegasom, da vem, da Jezus stoji tam na koncu in da grem preprosto do konca. Jaz resnično verjamem, da Jezus sedaj čaka. Matej 8 piše, ko pa vidi Jezus mnogo ljudstva okoli sebe, ukaže iti na drugo stran. Pa pristopi k njemu nek pismar in mu reče, učenik, hočem za tabo hoditi, kamorkoli pojdeš. In rečemo Jezus, to poznate. 22 pa piše, Jezus mu pa reče, pojdi za menoj in pusti, naj mrtvi pokopavajo mrliče svoje. In ta mladenič, ali ta učenjak, se je izgovoril. Poenostavimo. Kako bi lahko to rekel? Nekaj stvari moraš, je rekel Jezus, moraš prepustiti drugim ljudem, da lahko Božje kraljestvo postaviš na prvo mesto v svojem življenju. Zdaj se moraš odločiti, da se mi pridružiš, sicer te bo družina prepričala, da se mi ne pridružiš. Vsi smo na različnih točkah v življenju z različnimi izkušnjami. Včeraj sem govoril o temu, nekateri se morda morajo odločiti še za krst, nekateri so morda na drugih točkah, da sledijo Jezusu. Tudi učenci so bili vprašani. Mi boste sledili ali me boste zapustili na tej točki? Peter je seveda rekel, Gospod, kam ne gremo, saj ti imaš besede življenja. Videli smo, kako so oni in učenci se še enkrat zlomili in so rabili še eno izkušnjo.
da so te besede lahko nekoč resnično ne samo izgovorili, ampak tudi spravili v prakso. Luka 14 piše, on pa mu reče, neki človek je napravil veliko večerjo in mnogo jih je povabil. In pošle hlapca svojega v buri večerje, naj reče povabljencem, pridite, ker je že vse pripravljeno. In začno se vsi hkrati izgovarjati. Prvi mu reče, njivo sem kupil in silno mi je treba, da grem in jo ogledam. Nič slabega, kupuje njivo. Moram in jo pogledam. Prosim te, izgovori me. Preden beremo naprej. Življenje na podeželju in kakor Bog to želi, tega še nismo niti temo spravili, ampak tudi tam se lahko zgubim. Iskreno vam lahko rečem, glede na svoj značaj, bi se jaz lahko umaknil na podeželje in tam bi delal. Meni je tukaj čisto fajn. Veliko dela imam, ampak tega Bog ni načrtoval za me. To ni razlog, zakaj naj bi šli na podeželje, da bi se vkljub vsemu veliko dela, da bi se tam umaknili. Se pravi, moram iti pogledat njivo. A drug reče, 5 jarmov volov sem kupil in grem jih poskušati. Prosim te, izgovori me. Zopet drugi pa, oženil sem se in zato ne morem priti. 24. vrstica. Kaj ti pravim vam, da nobeden onih mož, ki so bili povabljeni, ne okusi večerje moje. Iskreno vam pravim, na mnogo teh točkih tudi jaz sam sebe najdem. Morda tudi kdo izmed vas, kjer se izgovarjamo, celo odnosi, kjer človeške odnose postavljamo pred Boga. Ellen White piše o tem. Z veliko večerjo je Kristus ponazoril blagoslove, ki jih ponuja evangelij. Pravzaprav nam je ponujen sam Kristus. Božja ljubezen je poskrbela za obilno večerjo in pripravila neizčrpne zaloge. Vendar, da bi sprejeli vabilo na evangelsko večerjo, so morali posvetne koristi podrediti enemu cilju. Hvala. Gremo kmalu naprej. Spet na besedilo. Vendar, da bi prejeli vabilo na evangelsko večerjo, so morali posvetne koristi podrediti enemu cilju. Sprejeti Kristusa in njegovo pravičnost. Ta nauk velja za vse čase. Hoditi moramo za Božjim jagnjetom, kamorkoli pojde. Gremo v tisto z debelo tiskano. So se morali posvetiti koristi, podrediti enemu cilju, sprejeti Kristusa in njegovo pravičnost. Tanka pot med stvarmi, ko moraš nekaj narediti in si lahko mislimo, da je to zveličenje po delih. Naj vas to ne zmede. V naših delih se tudi kaže to, ali smo sprejeli njegovo pravičnost ali ne. To ne pomeni, da delamo stvari z lastne moči, ampak to doskrat razodeva to, ali sledimo jagnjetu kamorkoli pač gre. In iskreno vam moram reči, da je to strahovita stvar, po nemško, slovensko. Resna stvar. Nekaj, kjer bi res razmišljali, če nas Bog ker nam manjka ljubezni in predanosti. In, ja. Kako iskreni smo z Bogom in sami sabo? Kako daleč sega naša predaja? Tudi če sem že polno čas nekje poklican, to ne pomeni, da smo vsi poklicani v tako službo. Vsi lahko svojo nalogo delamo tudi tam, kjer nas je Bog postavil. Ampak moramo vedeti, da nas je Bog tja postavil. Do tega še pridemo. Ta aspekt, ker sem tudi jaz bil v tej situaciji, tudi polno smo lahko misijonov, to še ne pomeni, da sem prost mojih interesov. Če pomislimo na Jona, on je bil misionar, polna služba, a vse je šel prerok, je šel v svojo pot.
Lahko bi rekel, preden beremo naprej, lahko bi rekel, Jona, ja dobro, pa se ti sledim, ampak grem jaz v drugo smer, tam bom delal misijo. Ampak to ni bila Božja volja, da on tam misionira, ampak tam druge. Resnično, resnično vam pravim, pšenično zrno, če pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi veliko sadu. To je to, kar želimo, da smo pripravljeni umreti. In je to ima veliko večji efekt. In to je najbolj zanimivo, ko gledam rastline. In si pogledam, koliko semena nastane iz ene rastline. Zanimivo je, kako je Bog to naredil, da ena rastlina, če ena umre in prinese mnogo sadu in potem še tako veliko semen. Neverjetno, kako je Bog to naredil in kakšen nauk je tukaj. 25. Včeraj smo ga brali. Kdor ljubi dušo svojo, jo izgubi, a kdor sovraži dušo svojo na tem svetu, jo ohrani za večno življenje. Ako mi hoče kdo služiti, naj gre za menoj. In kjer sem jaz, tam bo tudi služabnik moj. Zakaj živimo, bratje in sestre? Kaj je moj primarni fokus, moj cilj v tem življenju? Vprašanje sem si v tej točki, v tej izkušnji lansko leto postavil. Ponovno sem si postavil to vprašanje. Na novo sem bil konfrontiran s tem. Čeprav sem že pred 12 leti rekel Bogu, sledil ti bom, tukaj sem, pošli me. Razmislimo, da smo še vedno romarji na tej zemlji. Obljuba, ki jo je Abraham imel, je ni videl kot obljubljen, ampak tudi Abraham, njegova dejanska obljuba je bila v bistvu ustajenje, da je vedel, da bo nekega dne to vse dobil. Tudi jaz sem si v tej točki mislil, če sem iskren z vami, nisem bil človek, ki sem nikoli rekel, da bi rad imel svoj vrt, če bi prišel tja, tudi če je težko, ampak rad bi imel vrt, bi uredil. Veliko zemlje je bilo treba narediti v terase, kar smo tudi kasneje naredili, ampak razmišljal sem, seveda je bilo nesebično, ali sebično, če si naredim vrt, potem moraš več čas skrbeti za to in vsi morajo jesti od tega, za vse je treba zgraditi, a ne posaditi. Veliko lažje je, če sam narediš sam zase. Čisto iskreno sem to razmišljal. Veliko bolj preprosto je, ne rabiš računati, pa vse to delati, a ne. Če pa to poenostaviš samo zase, je čisto preprosto. In vedno sem imel tudi težno, in še vedno imam to težno. Najraj bi, če pogledam adventistične kmetije v Ameriki ali kjerkoli, si mislim, najraj bi šel nekam v Rocky Mountains, imel svojo ravno zemljo, svojo peso, rdečo peso, kako lepo, in bi šel romantično v čas konca. Ampak Bog mi je v eni točki rekel, ko sem bil tam, ja, in sem si ogledoval, kasneje vam bom pokazal, kaj vse smo zrihtali tam, ampak sem si mislil takrat, mi je prišla misel, ko mi je Jezus rekel, veš Timo, nekega dne boš dobil svojo njivo in noben te ne bo vzel. Ampak se zastopajte, če bo govorim. Bog je to resnično tako naredil v nas, da radi imamo neki sami zase. Sami zase. Ko sem jaz bil tukaj študent v TGM-u, sem bil ravno iz sveta, ko sem prišel, mi iskrica takrat še ni za vrtnarjenje preskočila. To ima veliko zveze tudi verjetno s tem. S mojimi študenti jaz to tako delam, da danes vsi imajo majhen košček vrta, sami, samo zase. Zelo dobro. Ok, to imate tudi tukaj. Takrat, če tega ni bilo. Lahko je mogoče, da morda zaradi tega, ker ni bilo njegovo, ker vedno delaš za nekoga drugega, ne? In to se moramo tudi naučiti in to je tudi Božji načrt. Ampak meni je bilo vedno tako, jaz bret imel neki samo zase, za kar moram jaz skrbeti. Jaz moram poskrbeti, da bo to preživelo ali ne, če bo raslo, če bo usklilo, opazovati, zalivati in vse tako naprej. To mi je ostalo takrat. Zato sem pa rekel, da z mojimi študenti želim, da imajo vsak svojo. In lepo, da ima se tudi vid sedaj tukaj tako.
da se vsak nauči odgovornosti, če se kaj narobe, da se naučimo iz napak. Da nam ta košček, ki nam je Bog dal nas, da imamo nekaj, kar je naše, brez da bi bili sebični. Sej tudi veliko tega želimo podeliti. Seveda tudi če damo, da zraste, želimo od tega obilja dati naprej. Ne? Vse te misli so me takrat spremljale, vodile. Ena misel mi je tudi prišla, sem mogel na Janeza Krstikarja pomisliti. Janez Krstik, ki je, poznamo njegovo zgodbo, ki je prišel do točke, da je nekako bil v zaporu in ni niti dobil Jezusov obisk, ampak je samo zgubil glavo. Ampak ravno to je bil Božji načrt. Zanimivo je, kako Bog v svoji modrosti določi stvari in njegova Janezova Krstikova misija je bila usmerjena samo na to, da pripravi tisto službo, da je pripravil pot za Gospoda in potem je lahko umrl. In to je bilo to. Ampak točno za to ga je Bog poklical. Samo za to eno nalogo. In zato v to se je usmerilo vse njegovo življenje. Ampak naslednja stvar, ki se je zgodila tudi z Abrahamom in njegova obljuba, da bo ponovno vstal. Timo, sedaj si na točki v življenju, ker se moraš odločiti, kako bo šlo naprej. In vem, da to ni moja zadnja odločitev. So seveda še večje. Ampak če sedaj se ne naučim slediti jagnjetu, kamor me usmerja, kako lahko potem to, kar drugim pridikam o 144 tisoč, če sam tega ne živim. Bog lahko ne more mojega pridiganja in delovanja blagosloviti, če sam nisem pripravljen hoditi po tej poti. In potem sem se mislil, kaj mi bo teh par let, ki jih imamo še tukaj. In če razmislite, to je dobesedno, če razmišljate o tem. 37 let sem star. Nekateri ste starejši, imate več življenjskih izkušenj kot jaz, hvala Bogu za to. Ampak mislil sem si, tudi v mojih 37 letih, kaj pričakujem od tega sveta? Zakaj naj bi tukaj karkoli, česarkoli se oklepal? Kaj me ustavlja, da bi šel še globlje v Božjo službo in še bolj umrl v sebi? Kar bi pomenilo še več sadu in še več miru. Da bi preprosto prepustil vse te reči in fokuse, kaj vse še želimo v življenju. Veste, tako veliko adventistov vidim, ne samo njih, ampak tudi, ki si misli, ja, to hočem se do 6, poročiti se še hočem, ne me narobe razumeti. Vse je dobro, poročiti se je dobro. Ampak nekateri se tako pustijo zavest od teh reči in njihovem odnosu z Bogom se pustijo tako motiti, da ker nekoga nimajo. Eni rečejo, ja, se ima žena, tepe lahko. Veste, jaz sem se poročil šele takrat, ko sem prišel do točke, ko me je Bog pripeljal do tja, da mi je vse, a se poročim ali ne. Šele takrat sem bil svoboden in takrat je na hitro šlo. To ni nujno, da se gre za poroko, lahko gre za kariero ali pa to hočem doživeti ali pa tako mnogo adventistov je še, ki hoče videti čez svet in vse. Ja. Vse je dobro, ampak tako veliko časa zapravimo z nepomembnimi stvarmi in tako veliko denarja damo za neumnosti in potem, kje je resnično nas fokus? Tako sebično živimo, ker še vedno nekako poskušamo nekako se držati neke sigurnosti. Namesto, da bi Boga resnično vprašali, kje me Bog želi imeti in da bi se popolnoma predali. Da bi rekli, služim tebi. Tukaj se učim služiti, ker večno življenje bo sama služba. Večno življenje bo tako, da bomo konstantno služili. In šola je sedaj, da gremo tukaj čez. Ellen White pravi, ta pomemben stavek. Zakon žrtvovanja samega sebe je zakon samoohranitve. Vsakokrat, ko, to ste verjetno že slišali od mene, ko sem odzunaj na potlak, na skupni kosilu, ko so različni sladice in si mislim, upam, da nekdo ne bo vzel ta največji košček torte. Uničujem sam sebe, ne samo zato, ker je velik kos, a ne, če je zdrav, a ne. Vse je dobro, če je zdrav.
Ellen White je tudi rada imela citronsko torto. Ampak v tem trenutku moram vedeti, da se uničujem. Ko sebično mislim, ko hodijo sebične misli in če se podajam bolj tem mislim, tako kot pravi Jakob. Torej, trenutek odločitve, kjer se veselim, da brat in sestra, ki je pred mano, dobi velik kos. Veste, kaj Bog takrat naredi? Morda boš dobil manjši kos, morda tudi velikega, se je tudi že zgodil. Ampak lahko, da dobiš majhen kos, ali pa sploh nič več, tudi to sem že doživel. Ampak Bog ti vkljub vsemu da mir. Morda, da si še lačen, morda pa tudi, da ti Bog to odvzame. In to je ta trenutek. Zevo, počakaj potrpežljivo in prepusti Bogu in to je to. On da blagoslov na en ali drugačen način. Veliko bolje, kot nam Satan to naklada. Ellen White v enem drugem stavku pove, brez križa ni krone. V nemškem, ja, pač, brez križa ni krone. No cross, no crown. Mislim, da vsi to razumete, ne? V teh rečeh so že omenil, razodete 14.4, lahko pridigaš. To so ti, ki hodijo za jagnjetom, kamorkoli gre. In rad imam to temo in te teme vedno nagovarjam, ampak koliko je to vredno, če sam v teh točkah se ne zanikam, ker nas je Bog poklical kot služabniki, da živimo kot služabniki. Luka 22 piše, vneme se pa tudi prepir med njimi, kdo izmed njih velja li za večjega. On jim pa reče, kralji narodov v tem gospodujejo in kateri imajo oblast, se imenujejo dobrotniki. Vi pa ne tako, ampak kdor je največji med vami, bodi kakor najmanjši in kdor je vodnik, bodi kakor služabnik. In to je en izmed najpomembnejših vrstic, če si vodja. Če se poteguješ za vodstveno pozicijo ali pa si na vodstvenem položaju, pomisli, poklican si biti največji služabnik, ko vodiš. To je velika odgovornost. S tem je povezana veliko umiranje. Jezus je rekel, kdo je namreč največji, je večji, kdor sedi za mizo ali kdor streže ali ne, kdor sedi za mizo, jaz pa sem med vami kakor kdor streže. In Jezus je to demonstriral v svojem celem življenju in še posebej v obredu porižnosti, umivanju nog. Bratje in sestre, to je najboljši prostor, ki ga lahko imamo kot služabniki. Tudi v prihodnosti katastrofe, ki še prihajajo in vse slabo, kar prihaja na ta svet, ko se ljudje bojijo tega, kar prihaja, tudi bratje in sestre. Veste, ko se naučim slediti jagnjetu kamorkoli pač že gre, potem je to najbolj siguren prostor, kjer si lahko. Lahko je levo in desno poka, kakor če, ampak vem, da sem na mestu, kjer me Bog želi, potem lahko poka, kakor hoče. Naj levi pač rjovejo, naj Satan rjove, res je resnično, tečno, realno in to včasih tudi boli, tudi telesno boli, ampak naj se zgodi, dokler vem, da je to prostor in je to tudi najbolj varen prostor v času konca. Če se kdo izmed vas sprašujem sedaj, kako lahko prepoznam Božjo voljo za moje življenje. Seveda obstaja tukaj veliko nasvetov in pristopov k temu, ampak en, ki je meni pomagal, je to, da moram videti potrebo po nečem. Tako kot piše v duhu preroštva, tukaj so Božja principi in poti, kaj je Bog namenil. Če pa vidim to potrebo, to še ne pomeni, da je lahko moja pot. Tudi jaz sem bil na točki v mojem življenju, je bilo vprašanje, a postanem kolporter ali bom v tisti trgovini delal. Če bi se odločil za kolporterja, bi me Bog blagoslavil, sigurno. Ampak v tistem procesu sem spoznal, ker sem bil že odprt, ker sem se že skoraj odločil za kolporterja, sem se odločil, da me Bog vodi nekako malo drugače me vodi. In to je pomembno, ker želim preprosto, da se zgodi Božji plan A, da to pride hitro. Ne vem, kako je z vami, tudi jaz bi rad šel domov. Jezus pa toliko bolj,
ker Jezus hrepeni po nas. Končno bi nas rad vzel v svoje roke. Seveda je pa tu pomembno, potrebno, da če nam Bog da eno breme na srce, ko vidiš potrebo za nekaj in da sam dobiš breme za to stvar. In potem vidiš tudi svoje mesto in svoj mir v svojem Božjem delu. To pomeni, da vse ostalo, kar se dogaja okoli, sicer lahko boli in pritiska, nič ni perfektno, tudi tukaj bojo problemi, ampak hkrati se učiš shajati za situacijo. Torej, potreba in breme se morata skupaj združiti. Tudi žena in jaz sva bila v procesu, tudi sva takrat molila, sva imela svoje skupno bogoslužje in moja žena se je tudi bojevala s tem. Bila sva tam pri Nikolu doma, še marca, da se vračamo v tisto situacijo, zvečer smo imeli tisti pogovor in zjutraj, naslednjo jutro se zbudim in imam bogoslužje, duhovno misel. In kot iz nič mi pride v glavo misel, Timo, sledi jagnjetu kamorkoli gre. Ta misel je bila tako prezentna v moji glavi, da sem v naši skupni bogoslužju sem to delil z mojo ženo, ki mi je Bog spregovoril. In moja žena mi je rekla, Timo, včeraj, ko sem se ulegla v posteljo, sem take bolečine imela v trebuhu, ker se nočem odločiti za to tukaj. Ker sem imela zadnje misli, preden sem zaspala, so bile sledi jagnjetu kamorkoli že vodi. In potem sem rekel Bogu hvala. Oba smo imela iste misli. Veste, ta bolečina, ki je žena imela in tudi jaz deldom verjetno, ženske imela verjetno večje, ker ženske nosijo večja bremena, zato mi nimamo svoje mesečne periode, ne? Ampak ta bolečina je bila bolečina sebičnosti. Ne zato, ker je vse nepremišljeno, da samo preletimo, ampak če smo iskreni, je bila to bolečina sebičnosti. Tako jaz to gledam na danes. 1. Janez 4 piše, potem je ta vrstica prišla. Strahu ni v ljubezni, temveč popolna ljubezen izganja strah. Ker če je ljubezen do Boga in do človeka vodi k delu in to izganja strah. In to je princip, ki ga tu Biblija podaja. Ker strah povzroča trpljenje. Takrat sem imel hude bolečine, je rekla moja žena. Kdor pa se boji, ne da so bolečine kazen, ampak kdor pa se boji, ni popoln v ljubezni. Moramo biti iskreni. Nismo še popolno v ljubezni do Boga in do sočloveka. Ljubimo ga, pravi Jezus, oziroma Janez, ker nas je On prvi ljubil. Žena, sva se odločila, sva se pelala domov, čeprav sva že nekaj časa molila glede tega, sva se odločila, da si bo vzela še en teden časa, ko se bova popolnoma koncentrirala na Boga in iskreno molila in rekla Bogu, Bog, želim odgovor od Tebe iz Tvoje besede. Zjutraj sem se usedel, nadaljeval sem po rednem svojo duhovno misel, nisem si iskal, ampak nadaljeval sem tam, kjerkoli sem že pač bil. Ne? In sem rekel, Bog, spregovori mi tukaj, kjer sem. In moja žena je to malo drugače naredila, to bom kmalu povedal. In skozi to besedilo Bog, ne da jaz nekaj interpretiram, ti mi spregovori. In kaj sva storila je, iz dneva v dan sem imel svojo duhovno misel zjutraj in potem je prišel dan, ko sem videl neke aspekte, ker sem videl, ja, tega pa še nisem tako videl. In nekega jutra sva prišla skupaj in sva delila svoje izkušnje. In potem sva videla, kako je Bog spregovarjal meni in njej skozi besedila. Še posebej pa je bilo to, ko sem neko jutro odprl Biblijo in sem že bral, kaj bom danes bral, sem si pogledal naslove, te zgodbe že poznam, ja. Potem sem se mislil, ja,
ne vidim. Ne vem, kaj bi mi lahko v teh zgodbah tukaj pokazal ali pa mi spregovoril. In kar naenkrat sem najdel 3 aspekte pri večkratnem branju in zavedno sem se večkrat pokleknil vmes in molil med branjem in se sprašal, kako mi tukaj spregovoriš. Kar naenkrat sem videl 3 aspekte, ki jih prej še nikoli nisem videl, ki so absolutno povezani s to situacijo. Šel sem na duhovno misel in moja žena je imela v drugih besedilih popolnoma iste 3 aspekte. In tako smo videli, kako je Bog naju točko za točko vodil, da prideva do odločitve, kjer sva rekla, da dava Bogu še enkrat teden časa, da naju pripravlja za to, kaj je njegova volja. Ker sva morda nagnjena, da to storijo, pa morda ni Božja volja, da to storijo. Tako nama je bilo pomembno, da ne sprejemava svoje odločitve. Tako sva bila odprta pri molitvi in z izkušnjami tudi pri Nikolu sva opazila, da tukaj, ko sva molila, naj se zgodi tvoja volja, da je to bilo res iskreno. Tudi prej je bilo, ne moram reči, da ni bilo iskreno, ampak ni bilo s to odprtostjo kot sedaj. Takrat sva tudi molila to. Ampak takrat sva res prišla do točke, ko sva si rekla, ok, Bog, ti nared. Nekdo bi lahko rekel, ja, ok, no. Se lahko misijo tukaj pa tam delaš. To so že tudi slišal v teh časih, ja. Doskrat slišam to. Kamorkoli greš, lahko misioniraš. Ja, to je res, ja. Lahko kjerkoli delamo, ljudi najdemo in misioniramo in Bog jih pošilja. Ampak tako kot pri Jonasu, ni nujno, da je to tam, kjer me Bog želi imeti. Da tam delamo to, kar nas Bog želi. Potrebuje. Ali pa vemo, vprašanje je, ali vemo, kje, da molim za to, če je to ta kraj, kjer me Bog danes želi. Tudi za vaš študente, ko sem lansko leto, pred 10 leti tukaj odšel stran, ko sem pred 10 leti šel od tukaj, potrebujem malo vode. Ko sem odšel, nisem niti vedel kam. Imel sem neke predstave, bil sem v času še zelo zaljubljen takrat. Ja. To je že druga zgodba. Jutri pride to v duhovni misli zjutraj. Nisem bil tako odprt za to, kar mi je Bog pokazal. Niti nisem vedel kam. Ampak Bog je v zadnjih nekaj leti, ko sem šel stran, 10 let nazaj, je Bog vedno znova na določenih točkah vodil. Čeprav nisem vedel, kam gre. Ampak vedno je on to vodil naprej. Zelo lepo je, če se naučimo to Bogu predati. Vprašanje je, ali smo res Boga iskreno vprašali in iskali v Svetem pismu, dokler nismo dobili odgovora. Včasih prehitro obupamo in nekje popustimo, ker nismo dobili direktnega odgovora. Tako da sem Bogu rekel, želim, res vam rečem. Nekako sem, ko sem to Bogu rekel, sem nekako, ne moram glih reči dvom, ampak tako malo sem okleval, a mi bo Bog res odgovoril. Res iz besede. Nisem imel pojma, kaj se bo zgodilo. In res se je zgodilo tako, da mi je Bog, tako kot sem že rekel, mi resnično dal odgovor. Lepo je, kako Bog to vodi. Luka 22 piše, Gospod je rekel, Simon, Simon, glej, Satan si je izprosil, da vas sme presejati kakor pšenica. Ali jaz sem prosil zate, naj ne izgine tvoja vera. In ti, ko se nekdaj izpreobrneš, potrjuj brate svoje. On pa mu reče, Gospod, pripravljam se iti s teboj tudi v ječo in smrt. Vemo, kaj se je pol zgodil, ne? 2-3 sem že rekel, kaj je bilo s Petrom. A Biblija pa jasno pravi, da ker je naše srce tako zapeljivo, da sami sebi ne moramo zaupati. Janez pa nam da ta nasvet v svojem življenju, Janez Krstnik, on more rasti, jaz pa se manjšati. Kako resnično je to, brate in sestre. Z drugimi besedami bi lahko tudi rekli, Jezus mora postati bolj pomemben, kot jaz sam. To je to, kar tukaj v bistvu pove. Jezus mora vedno
nas vedno vabi, da mu zaupamo, da je bolj pomemben in načrte, ki jih ima on za nas, ker ima misli miru in ima popoln pregled, da nas vodi. Ellen White komentira o Janezovem življenju. Janez je z vero gledal na odrešenika, zato se je lahko dvignil do višine samoodpovedi. Se je lahko dvignil do višine samoodpovedi. Wow. Če si to predstavljate, da se je dvignil do višine samoodpovedi, nisi prizadeval ljudi pritegniti k sebi, temveč njihove, se pravi, velika skušnjava je tukaj stati od spredi. Ne samo tukaj spredaj, tudi za zdravstvene misionarje, ki so nekako svoje spoznanje hočejo deliti in slavijo to, ampak pozabijo, da Bog je tisti, ki deluje preko njih. Nisi prizadeval ljudi pritegniti k sebi, temveč njihove misli dvigniti vedno više, dokler ne bodo počivale na Božjem jagnjetu. To je zelo pomemben princip, ne samo za te, ki so tukaj spredaj, ampak tudi za tiste v ozadju. Nikoli ne poskušajte, isto je bilo pri Eliju, ko me je Franc spomnil na to, sem že omenil. Ko je Elija imel še ta čas, da je sebe pregledoval, če je z Bogom, če je še kje, v kakšni točki, sam sebi dal slavo. Žena in jaz sva prišla nazaj, sva molila za te reči in potem se je še nekaj zgodilo, ker lahko rečem, da ima Bog res humor. Imela sva svoj načrt za vrt in za vse, kupila sva semena in vse, kupil sem si tudi orodje. Mislil sem si, rabim dobro orodje. Ne bom si kupil neki, ne bom dvakrat kupil, bom dal malo več denarja, pa bom kupil dobro orodje. Tako da sem na internetu najdel firmo, ki sem si mislil, evo, to je pa kvaliteten les in tako naprej. Dobra kvaliteta. To bo držalo. S tem lahko dobro delaš v naslednji sezoni. Tako da sem si te stvari naročil in ko sem prišel domov, z te izkušnje, v bistvu to novo zavest, ko odprem vrata doma, paketi so bili tam, so prišli. Sem jih odprl, sem se veselil, končno orodje. Si pogledam orodje, dvignem, primem, gledam, primem roko, dober štil. Dobro sem se odločil. Prav si se odločil. Pobrnem okol na eno stran in berem Schwarzwald kovači. In sem si mislil, sej ne more biti res. Drugače Schwarzwalda je stavuna dva, ne? Nisem tak, da gledam na znamenja. Ponovad ne rečem Bogu, daj mi znamenje, da se to zgodi ali pa uno, potem vem, da je tvoje. Ampak Bog tudi take stvari naredi. Ampak, ja, bolj sem rezerviran za te reči. Ampak v tem procesu odločanja je Bog mi nekako tukaj spregovoril, lej, Nikola živi v Schwarzwaldu in sem se mislil, ja, Timo, res je, potrebuješ dobro orodje, vzemi orodje, svojo roko, ampak pojdi s tem v Schwarzwald, Tauberto, ne. In sem se mislil, ok, Bog, kot sem že rekel, potem se je pa začela ta izkušnja, da sva molila in študirala, ja, ko sva tudi pustila takrat, je bil tudi ta čas in to je tudi pomembno. Rekel sem si, Jezus, kako? Lahko sploh še rečem ne, pri vsem tem. In zato sem danes začel s tem govoriti. Pri vsem tem, kar je on za mene rekel, kako lahko sploh še rečem ne tebi, Jezus, če me ti za nekaj prosiš, ko pa vem, da boš ti dal moč za težke situacije, ki bodo prišle. Morda bosta dva gospodinstva, druge miselnosti, vse te probleme, ampak se naučiti skozi te izkušnje iti. Tako kot je tudi Jezus skozi mene šel skozi Getsemane. Še en stavek. To je pomembno. Doskrat imamo Getsemane v glavi, ker to nekaj deluje v nas, da se tudi mi bolj predamo. Ampak kako je Jezus za nas živel vsak moment? Mi tega ne moramo zmanjšati, ne samo v Getsemanem smislu, ampak v vsakem momentu svojega življenja se je on odločil, ali pa se jaz lahko odločim, ti se lahko odločiš. Se odločaš za Kristusa. Zakaj Bog nam ni dal duha boječnosti, ampak moči in ljubezni in razumnosti.
Sebičnost mora umreti v nas, bratje in sestre. Ura je prišla, da to spustimo. Bog želi imeti svoje ljudstvo, ki je pripravljeno. In to nam postaje vedno bolj jasno, ko naša vizija v življenju vedno bolj jasna postaja. Zanimivo je, kako potrpežljiv je Bog z nami, da nam spremeni perspektive. Ampak potem pa sva prišla z ženo do te točke, ko sva si rekla, Bog je tako vodil in kar naenkrat je prišel mir. In to je bilo zelo lepo. In svetega, da damo prostor Svetemu Duhu. Da vidimo večjo vizijo. Izaija piše, delo pravičnosti. Torej, ko Bog vodi in mi hrepenimo po njegovi pravičnosti, bo delo, lahko rečemo tudi rezultat, delo pravičnosti bo mir. Torej mir, ko spoznaš, ta mir nekako lahko ločimo od tega posvetnega miru. In sad pravičnosti bo počitek in varnost na veke. Tukaj lahko vemo, da je to prostor, kjer me Bog je sedaj postavil. To pomeni, da vse ostalo, kar sva imela med izgovori in možnimi ugovori, možnimi stvarmi, ki bi lahko bili kot pomislek, recimo starši in podobno, je vse drugega pomena. Če to seveda postavimo na drugo mesto. Še zadnjič mi je v avtu rekla žena, kaj pa, če se zaprejo meje, potem sploh ne more več staršem. Sem rekel, ja, se vem, težko je, vidim to. Ampak lej, tudi to. Tudi Bog je to nekako dopustil. In potem je pač to tako. Ampak v nekaj letih, če bomo zvesti, se bomo vsi videli. Vse moramo dati v senco. Morajo od zadaj slediti. Poznamo citat. Naš nebeški oče ima na tisoče načinov, kako bo poskrbel za nas, ki jih mi ne poznamo. Radi imamo to, citiramo to. Eni znamo na pamet to. Ampak tudi zato je pogoj. Pogoj pa je, ne smemo pozabiti. Tudi piše. Oče ima tisoče načinov, kako bo poskrbel za nas, ki jih mi ne poznamo. Pogoj pa je, tisti, ki sprejemajo za svoje edino načelo, da službo Bogu dajo na prvi prostor. In še enkrat zdaj ne pomeni, da morate zdaj vi pustiti službo, ampak da to miselnost, da jo imate, da vprašate Boga, kje me želiš, bodo ugotovili, da težave izginjajo. Tudi pri nama so bile težave in zmeda. In je pred njihovimi nogami ravna steza. Rekel sem Bogu, ne prepričaj samo mene, prepričaj prosim tudi mojo ženo. Tako kot Biblija pravi, da bomo eno. Ne pomaga nič vse na samo. Tudi jaz kot moški lahko rečem, ja, žena mora slediti. Ampak nisem želel. Želel sem, da tudi žena dobi svoj mir. Da bo vedela, da je to odločitev, da bo tudi trebušne bolečine šle stran. Nočem tega pretiravati, ampak tudi ona imela svojo izkušnjo, tudi ona je dobila besedilo Izaija 43, kjer je Bog dejansko spregovoril. In sva skupaj potem sprejela to odločitev. Na koncu me je v bistvu sram, kako sva v bistvu razmišljala. Mislil sem si, zgubil bom svojo svobodo, tega ne morem več delati. Seveda so to reči, ki so nekako v službi Bogu, ampak vkljub temu. Ampak Bog, kaj so si Bogi mislili? Angeli mislili. Timo, umir se. Verjetno so to bolj prefinjeno naredili, kot bi mi to naredili. Ampak, ko beremo v Bibliji, da so angeli služabni duhovi. Včasih molim za angele, da molim k angelu. Nisem ezoteričen, ampak tako. Se zahvaljujem Bogu za angele, ker tudi oni so se popolnoma podali v službo za nas. In hvaležen sem, da jih bom enega dneva srečal svojega angela varuha, kdorkoli pa že je. Saj veste, da bo vsak izmed nas svojega. Bog je tako potrpežljiv z nami. Ne, da bi dejal to zaradi pomankanja, Pavel pravi. Jaz sem se namreč naučil zadovoljen biti s tem, kar imam. Znam se tudi ponižati, znam tudi obilosti živeti. Bog nam daje oboje in nas preizkuša v obem. Sleherne in vsake stvari sem vajen, sit biti in lačen, v obilosti živeti in v pomankanju. Vse moram v njem, ki me krepča, v Kristusu.
kako poznamo te besedila, ampak kako praktično jih malo razumemo. Že kot cerkev, kot skupnost, kar naj bi v našem kontekstu tudi zadržuje pozni dež. Pavel je bil tako svoboden, samo fokusiran bil, tako kot Janez Krstnik in Jezus na svojo misijo. Ne, da so naredili napake, tudi so jih naredili, ampak prost je bil vseh fokusiran, ali je bil kamnan, ali je ladja šla na prav faktorje. Fokusiran je bil. Ni se fokusiral na to zemljo in ta prostor tukaj, ampak samo en cilj je imel, Kristusa in nič drugega. Bratje in sestre, kako daleč smo mi pripravljeni iti kot adventisti, ki smo delno tudi, nekako imamo sedanjo resnico in še verujemo to, ampak kako daleč smo stran od tega ideala, tega poklica, tega privilegija, oddaljeni smo od tega. Danes, tudi v pesmi mi je prišlo na misel, ko smo jo peli, naredite vse brez jamranja in premišljevanja. Veste, da to, kar smo peli, da je to bilo v, kjer pesem je že bila? 20. pesmi. S tvojo rokjo želim iti, nočem jamrati in se pretoževati. 5 minut kasneje pa spet se pretožujemo in jamramo. To je v naši naravi, na to negativno, da se držimo tega negativnega in si mislimo, da nas to nekako daje neko sigurnost. Ampak to so lažni principi. Vsak naj moli zase, kje nas Bog želi imeti. Tudi na novo. Danes popovdne smo nameli posebej še ta čas, ker bomo prosili Boga za blagoslov, da lahko Boga tudi vprašamo, Bog, kje me želiš imeti. Mnogi izmed vas so v službah, večina izmed vas lahko greste iz te šole stran, eni tukaj delate, morda vas Bog vodi kam drugam, kdo ve. Ampak bodite iskreni in odprti in zaupajte Bogu. Bog, kje me želiš imeti kot naslednji korak? Kaj lahko Bog stori, če bi to resno vzeli, to miselnost, da bi to Bogu prepustili? Zakaj kateri postavo poslušajo, niso pravični pred Bogom, temveč kateri po postavi delajo, bodo šteti za pravične. Razumemo v pravem kontekstu, ne iz lastne moči, svojih del, ampak iz razodetja, ali smo predani in hoditi v delih, ki jih je Bog pripravil. To je naše merilo na vse stvari. Bogu moramo izročiti celotno srce, sicer se v nas nikoli ne bo obnovila njegova podoba. A vidite to? Bog lahko da polnino. Pri Bogu ne gre 50-60%, pri Bogu je samo polnina, preko katere smo lahko obnovljeni po njegovi podobi. Boj samim seboj je največji boj, ki se je sploh kdaj bil. Odreči se samemu sebi in vse podrediti Božji volji zahteva boj. Srce se more, ja, to je resnično, to smo že govorili. Srce se more ponižati, podrediti pred Bogom. Sedaj pa pomembna beseda. Preden je lahko obnovljeno v svetosti. Ste videli princip? Danes smo doskrat to govorili. Se pravi, Bog je rekel, zapusti band. Danes, reagiraj, zaupaj Bogu, bodi poslušen, tudi če boli. Takrat sem jokal kot otrok, ko sem zapustil bed, ampak naslednji dan sem dobil popoln mir v srce. Ampak popoln mir. Do danes te neumnosti nisem več sledil. Srce in duša se mora podrediti. Zato moramo biti pripravljeni, preden nas lahko posveti. Ampak doskrat kontra razmišljamo, ampak to je biblični princip. Bratje in sestre, molimo. Zaključili misli sedaj, kako želi Bog zaključiti svoje delo, ko želi dati svoj pozni dež. Če smo pa mi še vedno nekje hodimo svoje pote. Bog je odvisen od naše volje. In lepo v evangeliju je to, da lahko molimo k Bogu, da lahko rečemo, Bog, naredi me voljnega. Če samo to malo molitev molimo, pa sem doskrat to molil, čeprav nisem hotel. In vedno v določenih trenutkih sem rekel, Bog, če že sem pridete ali pa naprej, kako sem sledil v mnogih korakih, ko sem se poročil, sem hotel se z eno ženo poročiti, sem jo spoznaval, lahko rečem,
Vse možne reči v mojem življenju, vedno te pomembne odločitve, lahko vam rečem, vedno sem hotel iti v drugo smer, vedno. Bog mi je vedno rekel, ne tja, ampak tja. In Bog je to vedno blagoslovil, ko sem rekel, ok, Bog, kontra, spokoriti, v tem smislu. Drugo smer. Bog, naredi me voljnega. Daj mi voljo. In lepo je videti, kako Bog spremeni razmišljanje. Morda ne iz danes na jutro, ampak če sledimo luči, ki jo imamo, bo Bog to v svojem procesu naredil, povečal in bolj jasno naredil. Še zadnji primer. Če želimo Božjemu jagnjetu slediti, če govorimo o 144 tisoč, ki so resnično poslušali Jezusov glas in so poslušno tudi sledili, pravi da Biblija, da z teh 144 tisoč, da so to device. In te device v duhovnem smislu so, mi je na misel prišlo nekoč, to je bila ta žena, ki je Jezusa rodila. Za nas ni težko odgovoriti. Marija je bila to. Poglejte, kaj je Marija rekla. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po besedi tvoji. In angel odide od nje. Ste opazili, da je tudi Marija, čeprav je imela svoje napake, v tem trenutku bila simbol za 144 tisoč. Devica, ki je rodila in rekla, naj se zgodi po njegovi besedi. Torej, naj se da Bogu slava. Bog, tukaj sem. Pošlji me. To naj bi bila naša molitev tudi za danes. Drugi dan je hotel Jezus oditi v Galilejo in najde Filipa in mu reče, ali pa najde tebe, pojdi za menoj, ti reče. Sedaj pa tebe sprašuje. Tudi mene boš še v prihodnosti mnogokrat vprašal. Si pripravljen mi slediti? Si pripravljen na tej točki še več predati? Še večjo pripravljenost sebi umreti? Sledim temu ali postavljamo vprašanje in oviramo vse skupaj in se sebe odvračamo od blagoslova? Angeli čakajo in delajo na naše srce, pripravljajo, ampak bratje in sestre, razmišljajmo. Ta pot je še vedno jarem, čeprav je lažji jarem, lepši jarem, ampak še vedno je jarem. Ne smemo misliti, da bomo lepo potovali v nebesa. Kako bi rekel? Da bomo kar zdrseli v nebesa. Vprašajte Boga, resnično. Odprto vprašanje. Kaj se lahko zgodi? V petek smo rekli, če bi 20 milijonov adventistov in otrok kar naenkrat dobesedno, konstantno iskali ljudi, kako bi jim lahko pomagali. Kakšno ljudstvo bi bili? Delo bi se hitro zaključilo. Zadnji citat, misel. To smo že imeli na začetku. Še enkrat bomo prebrali. Kristus se je tako popolnoma odpovedal sebi, da sam zase ni ničesar načrtoval. Sprejel je načrte, ki jih je Bog določil zanj in mu jih je tako oče razodeval iz dneva v dan. Tako naj bi se tudi mi zanašali na Boga. Naše življenje bo tako postalo preprosto udejanjanje njegove volje. In naj nas Bog vodi po tej poti, zato vas vabim, da molimo. Naš nebeški Oče, želimo se ti zahvaliti, kako nas ti vodiš. Gospod, vsi imamo različne izkušnje, smo jih že doživeli, morda je kdo med nami, ki se bojuje, je na tej točki, ampak kakorkoli je situacija za vsakega izmed nas, te prosim, da bi vsi vsak dan znova bili odprti za tvoje vodstvo. Morda si nam že dal fiksno pozicijo in smo še vedno gotovi, da je to, kjer nas ti želiš trenutno imeti. Ampak, Gospod, tudi takrat nam daj odprtost, ne da bi mogli iti nekam drugam, ampak da bi tudi takrat bili odprti, Gospod, da bi doživeli tvoje vodstvo
in sledili jagnjetu, kamorkoli že gre. Gospod, želimo se sedaj naučiti, ker je sedaj še čas za to. Kako, Gospod, lahko v času padanja poznega dežja, ko bo bil glasni klic, če še nismo naučili do te točke poslušati tvojemu glasu in slediti temu glasu, slediti jagnjetu, kamorkoli že pač gre in kamorkoli me vodi. Gospod, potem ne bomo obstali v tem času. Veliko bolj, Gospod, lahko, če preprosto zaupamo. To je zelo preprosto. Pravičnost po veri. Zelo preprosto, Gospod, kako je Abraham zapustil in je šel. Kako je bil pripravljen svojega sina žrtvovati. In vse te veliki primeri iz Svetega pisma. Gospod, to ne pomeni, da v našem življenju mora biti tako dramatično in kritično, ker včasih tudi ne more biti, ker preprosto sami postavljamo meje. Gospod, pomagaj nam, da te meje podremo in da veliko bolj, naj se popravim, popolnoma prepustimo prostor tvojemu svetemu duhu. Hvala, Gospod, ker si nas prijel za roko. Vemo, da je to proces, po katerem nastavimo, ampak pomagaj nam, da tudi v tem procesu se ne upočasnimo, ampak da smo odprti, da lahko ti pospešuješ to, da bo Jezus lahko končno kmalu dobil priložnost vsakega izmed nas objet. Da bomo še vedno bolj hrpenili po Jezus, ti se veliko bolj hrpeniš po nas kot mi. Hvala, Jezus, ker si dal svojo žrtev, ker tudi sedaj za nas še vedno posreduješ, ker sicer bi poginili, če tega ne bi delal. Hvalimo te in slavimo v Jezusovem imenu. Amen.